Kdaj se je rodil slovenski narod, ki danes živi v tej deželi, tega ne ve nihče. Tudi tega ne kje, odkot je prišel in ali je sploh odkot prišel. Vsem pa je jasno, kje in kdaj se vsako leto rojeva slovenski človek, ki živi. Zatorej tudi spi in se prebuja z naravo. Na njivah, ko jih na pomlad ogreje sonce. Pod cvetočimi češnjami in jablanami. Na obronkih zelenečih gozdov. In na bregovih naraslih pomladnih voda, katerih šum preglaša brnenje čebeljih kril. Če pravijo Francozi, da so tam, kjer raste vino, tudi dobri ljudje, potem to zagotovo velja za Dolenjsko. Saj bi take veseljake, kakršni se rojevajo v tej slovenski pokrajini, morali z lučjo iskati pod soncem. Mila, gričevnata dežela je najbrž že svojo dobrodušnostjo zastavila notranji profil prebivalcev tega srca Slovenije in navsezadnje Slovencev nasploh. Saj je Dolenjska vinorodna. Himna, nacionalna pesem Slovencev pa je Zdravljica. Pesem, ki jo pojemo, ko nazdravljamo prijateljem. V tej deželi teče vino kot voda in voda kot vino, ribe iz nje so kot iz šampanjca in kakor že rojene v nečem, kar je namenjeno tistim, ki vedo, kaj je na svetu redko. Pristnost, naravnost, plemenitost po miri poznavalcev. Zato ni prav nič čudnega, če je v tej pokrajini praoče Habsburške dinastije ustanovil mesto, ki mu je namenil svoje ime, ki pa je nastalo in ostalo kot novo mesto metropola vseh veselih ljudi Dolenjske. Mesto z izjemno prijetno atmosfero, spomeniki gotske in baročne arhitekture, s Tintoretovo sliko v glavnem oltarju Proštijske cerkve in z neštetimi sledovi lastne likovne ustvarjalnosti v preteklih stoletjih. Mesto, ki je vreden naslednik tistih, ki so živeli v tej pokrajini ali pa so jo vsaj gospodovali, preden so Habsburžani položili roko nanjo in preden so se Slovenci zavedli, kdo so. Rimljanov, katerih ostanke čuva v svojem srcu naša zemlja in ki svojim latinskim šarmom žive potopljeni v krvi ljudi, ki danes živejo v tej deželi in ki so jih vzeli vase. Kje naj bi si zamišljali rojstvo človeka bolje kot tam, kjer nastajajo povoji? In povoji so bili na Slovenskem vedno iz platna. Če pa rečeš na Slovenskem platno, vsakdo pomisli na Belo krajino, na najbolj jugovzhodni del Slovenije, na deželo, ki je bila nekoč v 15. in 16. stoletju pribežališče vseh tistih, ki so jih Turki izgnali iz domačih hiš nekje v Črni gori in Hercegovini, pribežališče uskokov, kakor so jih poimenovali, ljudi, ki so kasneje, urejeni v vojaške oddelke, branili Avstrijsko cesarstvo. Seboj so vzhoda prinesli navade in običaje, ki jih še danes odlikujejo in ki jim dajejo poseben, v bogatem mozaiku slovenskih pokrajinskih običajev, zanimiv pečat. Seboj so prinesli pesem, ki so jo pozneje posorodili slovensko. Seboj so prinesli ornamentiko,
ki so jo v nekaj stoletjih prilagodili okusu kraja in hkrati razširili v taki novi obliki po vsej Sloveniji. Prinesli so plese in običaje, ki so danes naši, last nas vseh skupaj. In če je katera deželica na svetu primer, kako se med seboj srečujejo in stapljajo različne kulture, potem je to Bela krajina. Morda je ravno tamkajšnji prastari običaj pomladne slovesnosti, pomladnega prebujenja, jurjevanje, malce simbolični vzorec za prebujenje narodov, ki se prav ob svojem medsebojnem srečavanju uvedo, kaj so in kako naj v medsebojnem prijateljstvu za naprej živeti. Došel, zeleni Jure, na zelenem konji, po zelenem polji. Dajte mu, dajte, Jurja darovajte, dajte mu mlika, zelena mu blika, dajte mu vina, da ga ne bo zima, dajte mu mesa, da se ne otresa, dajte mu kruha, da ga ne bi muha, dajte mu soli za debele voli, dajte mu pogače, da mu noge poskače. Dajte mu groš, da vam dojde još. Hej, 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 boli skoro kraj. Juh, juh, juh. Ko so menihi ali njihovi odposlanci iz zahodne Evrope na vzhodu iskali kraje, ker naj bi postavili svoje nove postojanke, svoje nove samostane, so izbirali predvsem take, kjer človeka že pokrajina prepriča, da je ta svet ustvaril Bog, ki ima ljudi rad. Tako so našli tudi Pleterje, kjer je Herman Celjski, veliki slovenski knez in nesojeni cesar avstrijski, postavil na prelomu 15. v 16. stoletje kartuzijanski samostan, kamor so se preselili prepisovalci starih rokopisov iz Žiče in ki je doživel v zgodovini vse tisto, kar imenujejo znameniti avtorji značilna usoda balkanskega obrobja. Usoda tistega balkanskega obrobja, ki mu je vsaj v prvih stoletjih novega veka, v začetku baroka, preostala samo še vera v Božjo milost, saj od posvetne gospode ni imel česa pričakovati. Fevdalni gospodar je zahteval svoje po načelu, daj cesarju, kar je cesarjevega. Turki, ki so vsako leto vdirali v deželo, so pa tisto, kar so mislili, da je njihovo, kar vzeli. In zanimivo, prav v tem času se rodi vso Slovenijo zaobsegajoči slog tako imenovanih zlatih oltarjev, za katere danes verjujemo, da predstavljajo v zgodovini slovenske umetnosti nekakšno renesanso in ki so prava predstava nebes tedanjega preprostega človeka, kakršna si je v svoji preproščini predstavljal. Zlato, samozavestni obrazi svetnikov, vsemogočnih priprošnikov in advokatov v nebeškem parlamentu, trta ovija stebre in grozdje z nje obeta vino posvečenja. Vse je jasno in vse zagotovljeno. Kdo bi rekel, tipično prazno upanje balkanskega obrobja.
zaradi protestantskega rovarjenja v 17. stoletju, zaradi njihove revolucije v slovenski književnosti, zaradi Trubarjevega katekizma iz leta 1551 in zaradi Dalmatinovega prevoda Biblije, 12. na svetu. Lahko rečemo, da se je morda slovenski narod kot narod rodil prav tu nekje med temi dolenjskimi griči. Nekje tam, kjer so si pisatelji konca 19. stoletja zamišljali slovensko Atiko. Nekje tam, kjer je romal v 17. stoletju Janez Vajkard Valvazor, slovenski baron in zgodovinar. Od zanimivosti do zanimivosti, od mesta do mesta, od gradu do gradu, ter pisal njihovo zgodovino, pa postal član Angleške kraljevske akademije. Bil je prvi, ki je opozoril na izjemen pomen dediščine slovenskih protestantov. In bil je tudi prvi, ki je zapisal: ta narod ne more biti slab, če pa tako rad poje. Še prej pa so, ne da bi se tega zavedli, skrbeli za varnost in zanesljivost tega poroda menihi na vseh koncih Slovenije, zlasti pa Stiški, ki jim je sezidal samostan tisti znameniti oglejski patriarh Peregrin, ki je prvi in menda tudi zadnji opazil, da Slovenci molijo pred studencem, ki izvira izpod lipe. Poslej je bila voda v slovenski veri, razen pri krstu, manj popularna in jo je v priljubljenosti vino docela premagalo. Če malce pregrešno rečemo, da je bilo slovenstvo vsaj zaplojeno nekje med spokojnimi zapisovalci molitev in prepisovalci starih rokopisov, potem nam zgodovina Stiškega samostana to samo potrjuje. Saj je prav tu nastal eden izmed najstarejših spomenikov našega jezika, znameniti Stiški rokopis, ki poleg pričevanj o krvnem sodstvu Stiškega opata in o njegovi pomembni vlogi tik za ljubljanskim škofom, govori, kako pomembna je bila vloga tega samostana v slovenski zgodovini. Stiški opat je bil tisti, ki je naročal freske pri Janezu Ljubljanskem, eminentne spomenike slovenske umetniške ustvarjalnosti poznega srednjega veka. On oziroma eden izmed njegovih naslednikov je bil tisti, ki je v Fortunato Bergantu prepoznal umetnika, ki govori iz duše in za dušo ljudi, katerim so njegove slike namenjene. In če so menihi govorili ljudem skozi glasbo, sliko in umetniško besedo, so bili njihovi sosedje v pokrajini, grofje Turjaški, plemeniti Auerspergi, povsem drugačni. Tem je bila umetnost potrebna šele za nagrobnike. Sicer pa so bili pomembni vojščaki, ki so vodili svoje in deželne vojake v boj proti Turkom, v teh bojih često zmagovali in ki bi tudi danes marsikateremu strategu lahko dali lekcijo. Sicer pa so bili dolga stoletja deželni knezi, pod katerih gospostvom je nastalo marsikaj takega, kar danes s ponosom imenujemo dediščina. Namreč dediščina njihovih podložnikov, naših dedov, ki so vse to ustvarili.
Herbert Orjaški je bil tudi tisti, ki je v bitki pred Kostanjevico porazil Turke in tako rešil mesto, ki je dotlej, ker je zgrajeno na otoku sredi Krke, veljalo za eno najbolj varnih ter tako rekoč nezavzetnih mestnih utrdb na Slovenskem. Ta tipično srednjeveška naselbina, izpričana že v dokumentih 11. stoletja, se je zdela posestnikom, vojvodom Španheimskim, dovolj utrjena, da so tu kovali svoj denar in da so se vsaj 3 od njih dali tu, v kripti župne cerkve, tudi pokopati, upajoč na večni mir in pokoj. Ko je ta isti Bernard Spanheim ob Kostanjevici ustanovil cistercijanski samostan v prvi polovici 13. stoletja, danes enega izmed prvovrstnih spomenikov romanike pri nas, ki so bili po zadnji vojni obnovljeni, si najbrž ni mislil, da bodo slikarji in kiparji, ki jih je najel, da bi izoblikovali romansko svetišče, dobili v mnogo poznejših stoletjih naslednike z vsega sveta, ki bodo okrog samostana sekali iz lesa ter izrezovali iz njega plastike za veliko galerijo na prostem, danes znano po vsem svetu kot kostanjeviška forma viva. Kiparje, ki nadaljujejo izročilo neznanih podobarjev in izpovedovalcev nekdanjih dni, oblikovalcev zgovornih obrazov na spomenikih baročnega bogatstva slovenskih cerkva, naslednike in prav tako notranje bogate pričevalce časa, ki ga živimo. Bela krajina in Dolenjska sta deželi vina in veselih ljudi, ki jih zagotovo tudi po smrti ne bo mogoče spraviti v raj, četudi bi ga zaradi svoje dobrote zaslužili. Oni imajo svoj raj že tu, doma.